Tukaj zdaj danes slavimo prostovoljstvo v bistvu. Kaj je vaše sporočilo vsem tem 7 kandidatom, ki so danes tukaj? Ja, glavno sporočilo, ki bi jim rad dal, je, da so vsi zmagovalci. Vsi so zmagovalci zaradi tega, ker spreminjajo vsak dan marsikateremu in s tem spreminjajo tudi družbo, da je boljša, da sprejema vse, da je solidarna, tako da več prostovoljstva, več tovrstnih akcij. V bistvu tudi vam precej pomagajo, ne samemu ministrstvu, pa v državi, konec koncev ti prostovoljci, ki se vsak dan ukvarjajo z ljudmi na terenu. Zagotovo. Sam delam na področju socialnega varstva, kot veste, in če ne bi bilo prostovoljstva, tudi socialnega varstva dejansko ne bi bilo. Naprimer, v domovih za starejše poskrbijo za marsikatero aktivnost, delo s starejšimi jim zagotavljajo lepše življenje, lepše preživljanje trenutkov, tako da prostovoljstvo vidim kot osnovo, kot nujnost naše družbe. Tudi sam sem v preteklosti in še vedno, ker sem le lahko, se vključujem in ni samo to, da nekomu drugemu pomagaš, ampak prostovoljstvo tudi tebi samemu da zelo veliko. Toliko, kot sem se sam naučil preko prostovoljstva, mislim, da se nisem naučil v nobeni drugi službi. Kako pa lahko še država ali pa vaše ministrstvo še pristopi prostovoljcem, da jim bo še lažje, da bo še več lahko dalo? Zagotovo pri poznanju prostovoljnega dela je določen okvir obstaja, ampak mislim, da to lahko ojačamo in to je tisto, za kar se bom tudi sam zavzemal v vladi. Vse sem že kandidate tudi izval, komu bi vi namenili glas? Ne bi nobenega izpostavljal, mislim, da si ga vseh 7 zasluži nagrado. Me pa komaj čakam, da tudi sam zvem, kdo je zmagal. Tismu bom iskreno čestital bom pa vsemu, kot lansko leto, ker se nekatere izmed njih tudi po tem posrečenju še obiskal, pa tudi vsi so obiskali mene.